Lepo pozdravljeni izpod turkizno obarvanega Ljubljanskega gradu. Turkizna je simbolna barva eliminacije raka materničnega vratu. Danes namreč obeležujemo prvo obletnico lansiranja globalne strategije Svetovne zdravstvene organizacije za eliminacijo prvega raka na svetu, in to bo prav rak materničnega vratu. Rak materničnega vratu je med raki izjema, kajti poznamo kar dva izjemno učinkovita pristopa za njegovo preprečevanje: cepljenje proti HPV in presejanje žensk v okviru programa ZORA. Svetovna zdravstvena organizacija je pred vse države postavila 3 cilje. Doseči moramo 90% precepljenost deklic proti HPV, kar v Sloveniji še ne dosegamo. Dosegamo pa druga 2 cilja. Več kot 70% žensk se redno udeležuje presejalnih pregledov pri svojih osebnih ginekologih v okviru programa ZORA in praktično vse odkrite predrakave in rakave spremembe materničnega vratu zdravimo. Danes je potekal tradicionalni že 11. izobraževalni dan programa ZORA z več kot 600 udeleženci. To so izvajalci programa ZORA tako iz ginekoloških ambulant kot iz laboratorijev, ki sodelujejo v programu. In prišli smo do 2 ključnih ugotovitev. Prva ugotovitev izhaja iz prve analize, ki smo jo naredili v Sloveniji, s katero smo proučevali, ali cepljenje proti HPV že kaže populacijske učinke tudi v Sloveniji. In lahko povem, da smo ugotovili, da tiste generacije deklic, ki so imele priložnost cepiti se proti HPV, imajo na presejalnih pregledih kar 2-krat manjšo verjetnost, da bomo odkrili predrakave spremembe visoke stopnje pri njih, kot tiste generacije deklic, ki te priložnosti niso imele. Ta razlika se bo zagotovo v prihodnosti še povečevala, kajti z leti se je večala tudi precepljenost proti HPV. Druga ugotovitev pa je malo manj optimistična. Namreč v letu 2020 smo ugotovili, da se ženske v starostni skupini 30 do 39 let nekoliko manj udeležujejo presejanja, kot so se v obdobju pred pandemijo. To nas je takrat zelo skrbelo zaradi 2 razlogov. Prvič, vrh raka materničnega vratu se pojavlja pri mladih ženskah med 40 in 49 letom. V tej starostni skupini 30 do 39 let pa odkrijemo in zdravimo v programu ZORA več kot 1/3 vseh predrakavih sprememb. In če te spremembe pravočasno odkrijemo in zdravimo, s tem pri teh ženskah lahko preprečimo raka. In ker smo v letu 2020 odkrili premalo teh sprememb, smo upali, da bomo to kasneje nadoknadili. Žal nam to ni uspelo. V začetku leta 2021 je kazalo, da te ženske hodijo podobno, kot so hodile pred pandemijo na preglede. V začetku poletja pa se je ponovno njihova udeležba začela manjšati in sredi poletja smo pri njih diagnosticirali že kar za okoli 12% manj predrakavih sprememb visoke stopnje, kot bi pričakovali glede na rezultate pred pandemijo. Zato bi želela vse slovenske ženske, še posebej pa ženske, bom rekla, stare med 30 in 39 let, ki so verjetno v času pandemije tudi zelo obremenjene z družino, delom. Vemo, da se je življenje spremenilo, vemo, da so težki časi, vendar presejalni pregledi ne smejo čakati. Lepo vas prosim, tudi v teh pestrih časih poskrbite za svoje zdravje celostno in se odzovite vabilu na presejalni pregled, če ga prejmete. Hvala lepa. Moje ime je Nina Gaspari in sem ena od žensk, ki se bori z okužbo HPV. Pri dopolnjenih 39 letih so mi na enem od rednih ginekoloških pregledov, ki se jih udeležujem redno od svojega 16. leta starosti, odkrili predrakave celice na materničnem vratu in sem bila zaradi tega tudi napotena na zdravljenje. Imela sem operacijo pred 4 leti, vendar sem ena od tistih srečnic, ki okužbe ne moremo spraviti iz telesa. Zato se zadnje 3 leta aktivno ukvarjam tudi s tem, da svojo zgodbo spodbujam ženske in moške, da so bolj osveščeni o problematiki HPV-ja, da predvsem ženske redno hodimo na ginekološke preglede in smo vključene v presejalni program ZORA in poslušamo vabila in se na njih odzovemo. In v letošnjem letu lahko tudi povem,
da sem se kot odrasla ženska z aktivno HPV okužbo odločila tudi za samoplačniško cepljenje proti HPV okužbam in naredila vse 3 odmerke.